Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič. Ta teden je bil sprejet interventni zakon za razvoj Slovenije, nekateri mu pravijo kar interventni zakon za razkroj Slovenije. O tem bomo danes govorili z gosti, gospo Sonjo Šmuc, ekonomistko, nekdanjo predsednico Gospodarske zbornice Slovenije, direktorico Inštituta Razvojnik, in podjetnikom, gospodom Marjanom Trobišem, dolgoletnim predsednikom Združenja delodajalcev Slovenije, drugače direktorjem podjetja Boxmark, gospodom Tadejem Ostrcem, poslancem Demokratov in zdravnikom, ter pa komentatorjem, novinarjem Petrom Meršetom. Peter Meršet prihaja iz portala Zanima me. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem, hvala za udeležbo. Za začetek povemo, kaj sploh prinaša ta interventni zakon za razvoj Slovenije. Torej, ta interventni zakon znižuje DDV na osnovna živila in energente, omogoča delo zdravnikov pri zasebnikih, uvaja razvojno kapico, znižuje davek za oddajanje nepremičnin mladim družinam ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo upokojencem. Za začetek bi torej vas prosila, gostje, najprej za politični komentar, ker vsi očitajo, da je ta interventni zakon slab. Me zanima, ali je mogoče verjeti, da v bistvu, da si zdaj že desnica na začetku mandata koplje grob in ne ve, kaj počenja. Gospod Trobiš. Ja, hvala lepa za besedo in za povabilo. Po 4 letih vladanje Golobove vlade smo v bistvu ugotovili, da smo gospodarstveniki v tem času kar precej šepali na eni nogi. Dobili smo vrsto dodatnih davkov, obremenitev in malo posluha glede na naše težave, ki jih sami imamo na trgu. In jaz mislim, da je zakon, kateri je zdajle v proceduri, ta pravi zakon in pravi korak v pravo smer. In tudi po ocenah, ki smo jih v bistvu v samih zbornicah in v združenju naredili, je to edini in pravi korak, ki smo ga doživeli v preteklem času. Kar pomeni, da je potrebno iti še bolj globlje. Jaz verjamem, da je to začetek in verjamem, da bomo tukaj nadaljevali in nadgradili še dodatne zadeve, kajti slovensko gospodarstvo je trenutno v fazi nekonkurenčnosti, tone vsako leto in tudi to leto je spet tonlo za eno mesto, kar pomeni, da smo v trenutni situaciji zelo slabi situaciji. In vsaka stvar, ki izboljšuje trenutno stanje gospodarstva, je dobrodošla. Torej, gospa Šmuc, desnica, politična desnica zdaj ve, kaj dela. Mogoče se najprej, nisem bila predsednica Gospodarske zbornice, generalna direktorica, da ne bo ostalo previsoko. Mislim, da vsakič, ko imamo nihalo in gre nihalo preveč na eno stran, potem seveda se zaniha v drugo smer. In tako kot je bilo rečeno, prejšnja vlada res ni imela posluha za gospodarstvo, ni ga želela imeti. In ta neka floskula, delamo za ljudi, ne za kapital, jaz se nikoli ne razumem. Ker ali gledamo, recimo, ko razmišljamo o človeško-stanovanjski problematiki in govorimo, da ljudje potrebujejo seveda streho nad glavo, a je ta streha kapital ali ni kapital? Torej, ali za človeka, ko želimo poskrbeti, potrebuješ seveda poskrbeti tudi s kapitalom. In enako je v podjetjih. Če se demonizira kapital, potem pomeni, da demoniziramo tudi delovna mesta, ker ta delovna mesta so odvisna od kapitala in kapital je odvisen od delovnih mest. In kadarkoli politika se postavi samo na eno stran in ne razume, kako so stvari med sabo povezane ali ne želi razumeti, potem se pravi, pridemo v neko skrajnost, ki ima zelo negativne posledice. In te smo lahko videli v tem, da je, kot je bilo rečeno, konkurenčnost slovenska je, ali je padala, ali je stagnirala, skratka nikakor nismo napredovali in lahko smo gledali druge države, ki so bile še leta za nami, bistveno za nami, kako v bistvu hitreje zmanjšujejo svoj recimo zaostanek do nekega povprečja Evropske unije, pa že Evropska unija ni strašno visoko recimo po ravni konkurenčnosti. Tako da
bi rekla, da če ne bi prišlo do neke take jasne želje, da se stvari vendarle postavijo na neko mesto, kjer lahko računamo, da se bodo izboljšale v prihodnosti, bi pravzaprav verjetno kar zgubljali spet kar nekaj časa. Gospod Ostrc, veste, kaj delate s tem zakonom? Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Glejte, ta zakon je omnibus zakon in predvsem je zakon, ki po dolgem času spet vsem nekaj daje, pa nikomor nič ne jemlje. Se pravi, po prvi vrsti, kot je že bilo rečeno, daje nek kisik veter v jadra slovenskemu gospodarstvu. Videli smo, da zadnja 4 leta smo višali obremenitve, višali birokracijo, v zdravstvu smo imeli pa vedno daljše čakalne vrste. In ta zakon je nek skupek nujnih ukrepov, ki jih rabimo na začetku mandata Državnega zbora. In Državni zbor je tukaj, bom rekel, odgovorno sprejel svojo nalogo, ker polnokrvne vlade pač nimamo, imamo vlado v odhajanju z omejenimi pooblastili in pripravil ta zakon, ki je v parlamentarni proceduri dobil večino. Zdaj, kaj pomeni ta zakon? Ta zakon pomeni za ljudi, da recimo upokojenci bodo imeli višje pokojnine, ker ne bodo plačevali prispevka za dolgotrajno oskrbo. Pomeni, da spet sproščamo zdravstveni sistem, za katerega je Ustavno sodišče tako ali tako reklo, za določene člene, da so neustavni in da lahko dostavimo zdravstvenega delavca tja, kjer ga neka zdravstvena ustanova rabi. Kajti zdaj imamo absurd, da po eni strani imamo kapacitete, imamo ljudi, ki bi želeli delati, imamo pa en skupek prepovedi, ki prepovedujejo administrativno, kdaj in kako lahko kje delaš. Tako da mislim, da je to odličen štart, nek signal, seveda pa je potrebno te stvari potem v nadaljevanju še nadgraditi. Gospod Marše, kot politični analitik, je to odličen štart te politike? To je štart, ki nakazuje, da si želi nova vlada oziroma nastajajoča koalicija zapeljati v povsem drugačno smer, kot smo spremljali zadnja 4 leta vlado Roberta Goloba. Zdaj, je to boljša smer po vašem? Mislim, vsekakor je bolj uravnotežena, bolj smiselna. Zdaj, šli smo, bom rekel, iz smeri, ki je bila izrazito, bom rekel, skrajno levičarska, uperjena, pravzaprav je smatrala, kot v nekih prejšnjih časih gospodarstvenike, ljudi, ki ustvarjajo za svoje razredne sovražnike in pravzaprav se zdaj premikamo k neki, bom rekel, uravnoteženi, spravo to še daleč od tega, da bi zdaj to bil nek ultrakapitalistični ukrep, ki bi recimo pa zdaj ne vem kakšne negativne posledice imel, je nekak korektiv, ki gre pač v drugo smer. Zdaj, a je primerna izbira omnibus zakona, kjer se pač združuje stvari, morda tudi zato, da je težje izvesti referendum, lahko stvar debate, ampak vsebinsko gledano težko rečemo, da so kakšne resne pripombe nad stvari, ki so v zakonu zapisane. Torej, gre za stvari, ki pravzaprav dajo kisik vsem organizacijam in predvsem podjetjem, ki so zadnja 4 leta že vedno bolj dihala na škrgi. A je omnibus primerna izbira, ja? Glejte, omnibus je legitimna oblika nekega zakonskega predloga, kjer hočeš v enem koraku, bom rekel, nakazati smer in pospešiti stvari, da se začnejo odvijati v pravo smer. Zdaj, ta zakon, za razliko od vseh, bom rekel, ostalih, ki so bili v preteklosti vloženi, je res konkreten, ni ideološki. Veste, moramo se zavedati, da ljudje vsak dan ne živijo od ideologije, živijo od svojih plač in tukaj jim prinašajo višje plače, živijo od položnic, položnice bodo nižje in pa od dostopa do zdravnika, ko so bolani in tudi to jim prinaša. Tako da v tem smislu mislim, da je to primerna oblika. Se to ni prvič, da se sprejemajo omnibus zakoni, ne? Lepše bi bilo, kot smo se midve prej pogovarjali, če bi šli sistemsko, vsak zakon posebej spreminja, to bi bilo seveda vprašljivo, če bi se izvedlo. Kako vi gledate na to sprejemanje omnibus zakonov? Dejansko sem bolj sistemski človek in bi raje videla, da grejo stvari, da se lahko pogovarjaš o posamezni stvari za strokovnjake, da se res lahko stvari premislijo. Hkrati je pa tudi res, da včasih ti čas to ne dopušča, tako da sklepam, da je bila to tudi razlog za to. Torej, raje bi videla, da so stvari razdeljene na segment, kjer gre za trenutne ukrepe in druge, ki posega v druge zakone. Ampak ravno tako je res, da je tudi vlada, ki je v odhajanju, na isti način začela svojo politično kariero z nekim zakonom, ki je posegel v 11 drugih zakonov. In ni fair, da tudi to, da se tudi to ne pove. Torej, da se to nekako pozabi. Ampak takrat ni takratna vlada
naletela na tak odpor, kot ima ta vlada zdaj, oziroma ne ta vlada, ta prihajajoča vlada, odpor do tega interventnega zakona. Zdaj so sindikalne centrale že začele zbirati podpise za referendum. Kako, gospod Trobiš, vi gledate na to dejavnost sindikatov? Ali je to zgolj nadaljevanje leve politike? Absolutno. Glede na to, da sindikati so imeli zdaj v preteklih 4 letih kar mirno življenje, saj vlada je za njih opravljala svoje naloge. Čutili smo to največ v ekonomsko-socialnem svetu, ki smo v bistvu imeli velike težave, da v bistvu uravnotežimo tudi glas gospodarstva. In če smo pri omnibus zakonu, saj sama vlada, Golobova vlada, je pripeljala omnibus zakon in preprečila tako referendum v ekonomsko-socialnem svetu, ko smo se pogovarjali po eni strani za božičnico in istočasno tudi zaradi minimalne plače mogoče? Ne, omnibus zakon je bil božičnica in SP. Točno, hvala lepa. In tukaj v bistvu je bilo enaka situacija, samo ne tako glasna kot je, kajti gospodarstveniki nismo tisti, kateri gremo na cesto, nismo tisti, kateri vozimo kolesa, ampak poskušamo seveda preko dialoga najdeti pravi način. To seveda zdajle, glede na socialne kapice in vse ostale zadeve, ki prihajajo, ki so trn v peti v samih sindikalnih centralah, je seveda to povzročilo seveda zdajle eno veliko razburjanje in jaz mislim, da se bo to tudi z časom poleglo. Pa zakaj zdaj tak odpor sindikatov, če nazadnje vsi tukaj razlagate, da bodo imeli od tega zakona ljudje več? Zakaj torej sindikati na okope? Zdaj, če pogledamo sindikate v Sloveniji, pravzaprav to niso klasični sindikati, ne, torej kot bi temu rekli, združenja delavcev, ki se v nekem socialnem dialogu borijo za pravice delavcev. To so sindikati recimo v Nemčiji. Ne. V Sloveniji so sindikati podaljšek neke politike, ki se vleče še nekako iz prejšnjega sistema. Ne. Torej nikoli nismo tega sindikalnega boja, sindikalnega gibanja, ki je bilo v Jugoslaviji, pač neka pač dodatna politična struktura. Ne. Sindikalni boj je v bistvu pri nas bolj boj za socializem, socialistično socializem oziroma za podaljšek strank, ki so pravkar bile na oblasti, se ne nazadnje, mislim, da predsednik enega izmed največjih sindikatov je bil v preteklosti celo kandidat stranke Levica na evropskih volitvah, recimo. Ne. Se pravi, tukaj imamo niti ne več samo implicitne povezave, celo jasno izražene eksplicitne povezave in v tem kontekstu pač sindikati pravzaprav ne igrajo igre boja za delavske pravice, ker ne nazadnje sindikati, ki se zavzemajo za delavce, se zavedajo, da delavske pravice morajo biti uravnotežene z konkurenčnostjo. Se pravi, pač ti moraš pustiti podjetjem, da rastejo in potem omogočiti, da del te rasti, ne, zdaj tam, kjer pač podjetja sama od sebe ali pa zaradi konkurenčnih razlogov tega sama od sebe ne dajo, recimo, ker se pač morda borijo za delavce, ne, tam pač morajo sindikati zagotoviti recimo neke kolektivne pogodbe ali pa neke rešitve, ki pač jih morda kakšno podjetje ne bi želelo dati, ampak to je v nekem sozvočju z lastniki podjetij, ne. Zdaj tukaj pri nas pa pravzaprav ne gre za interes delavcev, gre za interes konkretnih političnih strank, ki so pač povezane z sindikati. Interes delavcev, gospod Trobiš, vi ste v dnevnem stiku, seveda imate kar lepo število zaposlenih. Kako izgleda ta boj za interes delavcev pri vas v vašem podjetju konkretno? Prej ste mi opisali en primer, ko ste iskali nek visok tehnološki kader, ga uspeli pridobiti, pa ga potem hitro izgubili zaradi razmer, ki vztrajajo v Sloveniji. Dajte mečko povedati več. Ja, iskali smo seveda tuje strokovnjake, ki bi pomagali v bistvu, da podjetje še naprej razvija. Smo na zelo visokem nivoju in smo tudi najdli enega kandidata iz Švedske. Ravno za državo, ki se radi primerjamo. In tukaj smo ugotovili da sem za istega človeka, za isto plačo moral plačati 10% več, da je na koncu 15% manj zaslužil. To v bistvu naj bi pokazalo, kako je naš davčni sistem glede obdavčitev plač postavljen.
Poleg tega seveda je po 3 mesecih ta oseba zapustila našo državo, ne zaradi tega, ker je imel pod istimi pogoji 15% manj, ampak zaradi tega, ker na Švedskem je storitev, ki se mu nudi za ta denar, drugačna in boljša. In seveda take zadeve tudi naslavlja ta interventni zakon. Se moram prej navezati tudi na sindikate in povedati, da mi predstavnike sindikatov smo vabili v današnjo oddajo, vendar žal nobeden od njih ni našel časa, nobeden od njihovih predstavnikov. Kako vi, gospod Ostrc, zdaj komentirate dejavnosti sindikatov? Šli so na okope, zbirajo podpise za referendum, bo referendum možen in ali bo uspel? Referendum je vedno neka legitimna demokratična pravica, mi živimo v demokratični državi. Strinjam se pač, da imajo pravico zbirati te podpise, je pa vedno tako, da referendumi ne smejo biti nikoli proti politiki, proti politikom, ampak morajo biti vedno za izboljšanje ljudi. Zdaj, v tem primeru, če bo prišlo do zamika uveljavitve zakona, pač tudi tisti pobudniki referenduma morajo povedati jasno, kaj to pomeni. To pomeni, da bodo upokojenci še naprej plačevali prispevek za dolgotrajno oskrbo, da se cene energentov, živil, elektrike ne bodo mogli znižati in da bomo imeli ko smo bili pri časovni komponenti, prehodno obdobje zakona o zdravstveni dejavnosti pade 21.5., se pravi čez nekaj dni. In takrat v bistvu pade kar nekaj stvari, ki do zdaj še niso bile razrešene in v praksi ne delujejo. Katera je tista najbolj ključna stvar, ki pade? Je to nosilec zdravstvene dejavnosti, ki bo... Eno je nosilec zdravstvene dejavnosti, potem Ministrstvo za zdravje so naložili neverjetno nalogo, da v roku 1 leta verificirajo in pregledajo vsa dovoljenja in jih ponovno dajo. Se pravi, bomo imeli naenkrat sistem zdravstveni, kjer ne bodo imeli legalnih dovoljenj, čeprav jih imajo že od prej. Pravilniki, 20 jih je predvideval ta zakon, še sploh niso sprejeti. Tako da v bistvu mi, kar smo s tem zakonom naredili, če tehnično pogledamo, vračamo samo stvari nazaj pred uveljavitev te novele, ko je zdravstveni sistem očitno, če so se čakalne vrste podaljšale, vi ste poročali, za 35% ljudi je več, za 120% je več čakajočih stopnjo nujnosti zelo hitro, se pravi, sistem je takrat deloval boljše, če smo pri zdravstvu. In to je treba ljudem tudi povedati ob tem, ko dajo svoj podpis. Gospa Šmuc, se strinjate s tem, kar je povedal gospod Ostrc? Je ta interventni zakon res treba sprejeti zelo hitro, da bo stanje boljše? Mogoče, če začnem drugače. Opozarjanja zlasti sindikatov, da jih skrbi, kaj se bo zgodilo z javnimi financami, imajo delno prav in seveda delno tudi je stvar pod vprašanjem. Zagotovo bodo ukrepi, ki ta interventni zakon prinaša, naredili izpad v javnih financah. Ampak ta izpad ni, da bo to odteklo nekam v neznano. To je denar, ki bo ostal pri tistih, ki so ga v bistvu zaslužili. Torej, to ni izgubljeno, to ostaja v Sloveniji. Samo nekateri si prisvajajo pravico, da nekomu jemljajo in da so pametnejši, da znajo to bolje prerazporediti. Ko se je pa v preteklosti, ko so se velike luknje navrtale v proračun, ne da bi karkoli znali pokazati, kaj je zaradi tega bolje, konec koncev že, če pogledamo popoplavno obnovo 3 leta, pa mislim, da stvari še niso zaključene, gospodarstvo je pa krepko v bistvu tudi prispevalo k temu, da se je denar nabral. Torej, nekako, ko ti na zalogo denar zbiraš, ampak ga nisi sposoben izpeljati to, zaradi česa si zbral, pomeni, da delaš škodo tistemu, od katerega si ta denar vzel. In to ni prav. In ob takih primerih, se pravi, nismo videli te aktivacije, da bi jih enako skrbilo, kaj se dogaja za proračunom, kot jih skrbi zdaj, ko pravzaprav ta denar nikamor ne bo zginil, edino tam ga ne bo. Kar pa zagotovo tudi mi recimo na Inštitutu razvojnih pogrešamo in pričakujemo, da bo pa to, ko se bo vlada, kakorkoli se bo sestavila, naredila, da pa tudi pregled odhodkovne strani. Ker če smo še leta 2019 imeli v proračun približno 10 milijonov prilivov in malce manj kot 10 milijonov odlivov, torej smo uspeli leto zaključiti z nekim pozitivnim rezultatom v proračunu,
smo v lanskem letu, pa Klemen mogoče lahko popravite, če imam prave številke, je bilo približno 15-16 milijard prilivov, torej govorim brez dodatnega zadolževanja. Toliko kot smo zbrali z DDV-jem, z davkom od dobička, z plačami, z dohodnino. Skratka, vse, kar smo v Sloveniji uspeli in smo dali v skupno dobro, v to skupno malho, je bilo torej za vsaj 50-60% več kot pred 6 leti. Nihče od nas doma se mu ni povečal za toliko prihodek, kot se je povečal v državi. In kaj lahko rečemo, da je uspel ta aparat z toliko večjimi prihodki narediti, ne? In govoriti iz tega, se pravi, da imaš 5 milijard več, kot si jih imel. Seveda je bila tudi inflacija bila višja, bile so določene katastrofe, ki jih je bilo treba razrešiti, ampak te katastrof ni bilo tako veliko v letu 2025, ne? Pa kljub temu tudi tej vladi ni bilo dovolj toliko denarja, kot so ga imeli, da bi uspeli zapreti proračun. In zdaj se grebi, kaj se bo s proračunom, s katerim sami niso znali delati, naredilo, ne? Torej pričakujemo, da bo tudi ta odhodkovna stran kvalitetno pregledana, da bojo zadeve, ki ni potrebno, da jih država upravlja, eno je, da se zracionalizira, drugo, da se pogleda, kaj ni potrebno za to, da bo preprosto vsakemu delavcu ali pa upokojencu ostalo več od tega, kar počne, ker mislim, da ljudje si zaslužijo, da lahko sami ustvarjajo svoj standard, ne da morajo od države pričakovati miloščino. Ampak pravijo nasprotniki tega zakona, da bo ta zakon koristil samo najbogatejšim zaradi te razvojne kapice. Povejte, gospod Robič, kako to vi naslavljate? Ja, jaz mislim, da tukaj v bistvu poskuša se nekako eno propagando peljati skozi tega, da pač bogati bodo od tega zaslužili. Če gledamo zdajle bogati kapico, bodo imeli še več, ne? Če gledamo zdajle to socialno kapico, moram reči, da socialna kapica je en instrument, ki omogoča, da bo nekdo bolj privlačen postal za Slovenijo in da bo lahko prišel, tako, da bi tukaj v bistvu imeli določenega manevrskega prostora. Po drugi strani pa bo tudi ta oseba plačala manj, sicer za socialne storitve, več pa pri dohodnini, kar pomeni, da tukaj imamo spet en efekt, ki bo nekdo moral zaradi tega tudi več plačati. In zaradi tega menim, da socialna kapica je tema, ki jo 10 let že predebatiramo in zahvaljujoč temu trojčko, da smo enkrat prišli do tega, da lahko gremo en korak naprej. In jaz mislim, države kot so Avstrija, Nemčija in tako naprej imajo socialno kapico in kljub temu imajo še večje pokojnine. Jaz mislim, da to ni razlog, da bo socialni sistem padel, ampak to je lahko samo pobuda, da bo socialni sistem z visoko kvalificiranim kadrom dodatno rastel. Ste se želela navezati, gospa Švarc? Ja, mogoče sam par številk podam. Ta meja, ki je postavljena na 7500 evrov bruto, ne, ta zadane približno zgornji 4. dohodninski razred in 5., v katerem je res malo ljudi. To bo zajelo približno 1,3%. Ne. Ampak te ljudje v tem trenutku prispevajo skoraj 20% dohodnine. Pravi, govorimo o malo ljudeh, ki zelo veliko prispevajo. In to bodo še več prispevali. In v dohodnino bojo prispevali več, zato ker bojo pač tako bo osnova višja. Ne? In gledati, meni se včasih to zdi tako, kot če imaš konja, ki si ga preobremenil, ne? In potem nekdo reče, da imamo malo manj tega bremena, zato da bo lahko in za konja bolje in da bo dalj časa lahko uspešen. In se nekdo jezi, naj nese še več. Ne. To nima smisla. V Sloveniji imamo problem na tistem delu, ki ga je prej gospod Robiš izpostavil. Mi imamo premalo delovnih mest za visoko dodano vrednostjo. Ne. Kar pomeni, da niti nimamo dovolj kadrov, jih moramo pripeljati iz tujine, moramo poskrbeti, da naši ostanejo tu in te kadri so povsod iskani. In drugod jim pač ponudijo, da si lahko z njihovim delom ustvarijo boljši življenjski standard. Ne? In zato je to vsaj zame osebno, poleg interventnih stvari, ki so v tem zakonu, je to točka, ki je dejansko razvojna, ne?
ker postavlja in omogoči, in to ne bo od jutri naprej, ne, ampak omogoči, da podjetja zdaj na drugačen način se lotijo, da lahko poiščajo, da se bo zagotovo tudi plačna lestvica v podjetjih raztegnila, da ne bo samo skoncentrirana na spodnjem delu, ampak da bo več ljudi lahko postopno prihajalo k višjim plačam in da bomo preko tega ukrepili tudi srednji razred, pa čeprav ne bo takoj deležen te višine 7500, ampak bo pač preprosto se bo začela ta, kako bi rekla, disperzija dogajati večja. Se strinjate? Se strinjam, bi pa rad še omenil eno, ne, slišamo zdaj v medijih vedno bogati. Jaz bi rad razčlenil enkrat, kaj pomeni bogat. Ali je bogat tisti, ki prejema minimalno plačo in ni na socialnih prispevkih, ali je tisti, kateri je super bogat, ki ima 10 jaht. Ne razumem čisto tisto besedo bogat. Ne. Za mene je vsak tisti, kateri zasluži, ima zdravo družino, živi v zdravem okolju in je zadovoljen sam sabo bogat. In tu mislim, da bi mogli začeti drugače komunicirati, kot čujemo v vseh medijih, zakon za bogate. Ja, da v bistvu kapitalisti. Smo vsi kapitalisti, tudi socialisti so kapitalisti, saj oni tudi delajo za denar in oni strmijo k temu, da čim več se prilije v njihove blagajne, kar pomeni, da lepo bi bilo, da se pogovarjamo o tem, kako bomo Slovencem in Slovenkam omogočili boljšo življenje, kot pa, da se deklasirajo v bistvu tisti, ki so uspešni v Sloveniji. Kar gospod Moše, na vas sem se hotela navezati ravno kar, kar povejte. Mislim, da je treba par stvari razumeti. Ne? Prvo, ko je bilo vprašanje, ali bo ta zakon zdaj drastično izboljšal situacijo v Sloveniji, ne boje, ampak kaj bo ta zakon naredil, preprečil bo drastično poslabšanje. Ne? Se pravi, če govorimo samo o delu, ki se nanaša na zdravstvo, pač bo ta zakon preprečil, recimo junija, julija letos, razpad, kolaps zdravstvenega sistema. Ne? Se pravi, ne bo zdaj zdravstveni sistem magično kar boljši zaradi tega, ampak ne bo kolapsiral že v pol leta. Ne? Se pravi, tukaj se je treba zavedati, da pričakovati neko čudežno rešitev ne bo. Ne? To je prva stvar. Druga stvar, ko se pogovarjamo o bogatih, in potem Alenka Bratušek na eni izmed konkurenčnih televizij razlaga, češ poglejte, za eno Škodo Octavio 5 let staro bo Blaž Brodnjak profitiral vsak mesec. Ne? Zdaj, to je stvar, kako pogledaš na stvar. Ne? Lahko rečemo, v redu, 12.000 evrov bo Blaž Brodnjak manj plačal davkov, kot jih plača danes. Ne? Ampak Alenka Bratušek je v tej isti oddaji predstavila eno zelo škandalozno številko za moje pojme. Ne? Celo sama je rekla, da je škandalozna iz drugih razlogov. Ne? Človek, ki ima 63.000 evrov plače, domov odnese 22.000 evrov, se pravi 41.000 evrov plača državi od tega. Ne? In zdaj, kaj to pomeni? Ne? Zdaj mi lahko rečemo, v redu, država bo pobrala temu človeku teh 12.000 evrov manj. Ampak vsak ta človek bo še vedno plačal 30.000 evrov državi, kar pomeni 350.000 evrov na leto, kar pomeni recimo neka uprava, ki ima 5 članov z takimi plačami, bo na leto prispevala več kot 1,5 milijona evrov samo v dohodninske in zdravstvene in pokojninske blagajne. Če ta uprava prestavi sedež podjetja na Hrvaško, kar se je recimo dogajalo v preteklih letih, mislim, da lani samo več kot 10 podjetij, si lahko zračunamo, kolikšne milijone država izgubi, samo s tem, torej spet na ta način bomo preprečili, res da bomo pač nekaj manj pobrali od teh, ki so in ki ustvarjajo tukaj, ampak bomo preprečili, da se vsaj množično nehajo odseljevati na Hrvaško, v Avstrijo in druge države. Se pravi, to so rešitve, oziroma to so posledice, ki jih prinaša ta zakon. In zdaj pač nekdo, ki ne plačuje skoraj nič dohodnine, težko zdaj še manj pobereš dohodnine, oziroma bistveno manj. Ampak mi moramo zadržati ljudi, ki so pri nas in ki pri nas ustvarjajo, da jih ne zgubimo, ker potem pa zgubimo šele v teh blagajnah. Gospod Robiš, tudi vi ste se selili v Bosno, vaš proizvodno del. Mi smo v bistvu pred 2,5 letama prestrukturirali, ker smo videli, v katero smer poslovanje gre, nekonkurenčnost je padlo. In moram reči, da smo kar zadovoljni, redna proizvodnja teče, ampak nažalost z zaposlenimi v Bosni. To pomeni, mi smo zaposlili v tem času 500 novih delavcev v Bosni in smo temu primerno tudi zmanjšali
v Sloveniji. To naj bi bil tudi en pokazatelj, kaj pomeni padec konkurenčnosti in kaj pomeni potem takšen izpad tudi za Slovenijo. Gospod Oster, ste hoteli nekaj dodati, potem gospa Šmuc, pa gremo na zaključek. Ja, kar se tiče razvoja Slovenije, ne, ta zakon se imenuje interventni zakon za razvoj Slovenije in točno to je, v katero smer hočemo, da se Slovenija razvije. Se pravi, zdaj, če se bi odločali na referendumu, recimo, ne, se bi odločili o tem, a hočemo ljudem nekaj dati in razvoj Slovenije ali pa hočemo pustiti stanje takšno, kot je. In mislim, da se vsi v Sloveniji strinjamo, da na področju gospodarstva, na področju tudi plač, konec koncev, predvsem pa na področju zdravstva stanje takšno, kot je, ni dobro. In razvoj je edini tisti, ki bi omogočil socialno državo, se pravi, da bomo imeli višje plače, da bomo imeli denar za pokojnine v prihodnosti in da bomo imeli delujoč javni zdravstveni sistem. In boriti se proti temu, bom rekel, je zanimivo, da ne bom rekel absurdno. Ne gre pa pri tem zakonu za kakršnokoli vračanje uslug zaradi predvolilne tekme in uspeha na volitvah. Mislim, to tudi se očita, ne? S tem zakonom dajemo vsem ljudem, tako da na nek način jim vračamo usluge vsem volilkam in volilcem, tudi leve, desne, zgornje, spodnje strani, tako da vsem zakon nekaj daje. Gospa Šmuc? Pred leti sem se pogovarjala z islandsko bankirko, ki je bila v enem od nadzornih svetov slovenskih bank. To je bilo po tem, ko je bilo treba banke sanirati. In ko so govorili, je rekla, da je izjemno presenečena, kako smo v Sloveniji fokusirani, kako smo sposobni, ampak kako smo fokusirani na napačne stvari. In pri tem je izpostavila ravno vprašanje plač vodilnih ljudi. Se pravi, pozna kot bankirka islandska, pozna v bistvu stanje v Evropi in je vedela, kakšne so plače bankirov in pri nas je bilo vedno to izjemno izpostavljeno. In pač Blaž Brodnjak je zdaj pač neka taka target, v katero se cilja. Hkrati je pa ta uprava naredila v zadnjih parih letih po 500 milijonov dobička, od tega gre lep kup v državne blagajne, njihove plače grejo več državnim blagajnom, kot gre njim. In namesto, da bi jih pristo hvalili in se razmišljali, kako bomo imeli čim več dobro plačanih delovnih mest, ljudje, ki bodo tukaj ustvarjali, ker ustvarjajo tudi druga kvalitetna delovna mesta ti ljudje. Od teh je odvisno, kako se bodo podjetja razvijala, se pravi, ne govorimo samo o bankirjih, govorimo o farmacevtih, o proizvodnih dejavnostih. Skratka, ti rabiš en kup res sposobnih ljudi in jih moraš tudi dobro plačati, zato da lahko poskrbiš za celoto. Ker od človeka, ki šiva vaše sedeže, pač je sigurno so to pridne roke, pridni ljudje, želijo v bistvu, da je stvar uspešna, ampak od njih ne morete zahtevati, da ustvarijo, ne vem, dodano vrednost 100.000 plus. Medtem ko od nekega razvojnega inženirja, pa to seveda moraš pričakovati. Ti moraš tudi ustvariti pogoje, v katerih bo in motiviran, in bo imel znanje, in bo obkrožen z drugimi sodelavci, ki bodo to lahko naredili. In če bi politika si drznila narediti izračun, koliko takih delovnih mest smo v Sloveniji odgnali, ampak smo v političnem kontekstu ravno šli na to vprašanje zavisti, ki je v Sloveniji tako prisotne, ker ne privoščimo nekomu drugemu, koliko smo sami sebi spodrezali krila, in ali je to res v dobro naroda, ali je to dobro samo tiste politike, ki sistem ohranja svoje preživetje. Glejte, če želimo kot Slovenija biti uspešni, si moramo dovoliti biti razvojni in uspešni. In to je to, recimo tudi ta razvojna kapica prinaša, tako kot ste dobro povedali, po ekonomskih raziskavah vsako tako višje dodano delovno mesto ustvari od 2 do 5 dodatnih nižje plačanih delovnih mest. Ti ljudje zdaj iz Slovenije se vozijo v Avstrijo, recimo iz Maribora hodijo v Graz, na Dunaj in tako naprej in tudi že na Hrvaško. Zdaj pa vprašanje držav ni več samo, ali bomo znali pritegniti investicije, ampak predvsem ali bomo znali pritegniti kader. Torej, gremo kar k zadnjemu vprašanju in sicer, gospod Merše, kaj svetujete zdaj ljudem? Naj dobro premislijo, preden grejo dati podpis za referendum? No, seveda ne dobro premislijo, kot vedno, kadar se odloča. Zdaj, dve ironiji mogoče bi izpostavil še na tej točki. Se pravi,
v parlamentu, ko je bila razprava, smo lahko slišali, da je največja svetinja bodoče opozicije enakost, oziroma da imamo Slovenci, mislim, da v svetu prvo in drugo najmanjšo neenakost. In v tem kontekstu treba razumeti, se pravi, vsakega visoko plačanega menedžerja ali pa inženirja, ki ga izženemo iz Slovenije, to enakost mi povečamo. Ker pač, se pravi, s časom bomo prišli do tega, da bomo vsi enaki v revščini. Čudovito, se pravi, to je očitno smer, v katero stremi ena stran. In pa, kar mi je druga stvar, ki me res, bom rekel, pri tej stvari kar nekoliko zabava, pri referendumu, pravzaprav opažam, da sindikati na nek način delajo uslugo Janezu Janši s tem referendumom. Zakaj? Ker če bo zakon potrjen na referendumu, bo to še dodatna ljudska potrditev, da gre vlada tudi z mandatom ljudi v pravo smer. V vsakem primeru bo referendumska kampanja koalicijo pričakujem, da je povezala, in če ne bo potrjen, bo pač bistveno lažje na koncu sestaviti proračun na račun ljudi, seveda, ampak bodo, bom rekel, vsi ljudje pač sami to sodbo spisali, skratka naredili bodo uslugo vladi, bom rekel, na tak ali pa drugačen način, tako da s tem trudom sindikatov pravzaprav gre na korist pravzaprav bodočemu premierju. Bo referendumska kampanja torej povezala koalicijo, gospod Ostrc? Najprej moramo počakati, da vidimo, koliko podpisov bo zbranih, če bodo. Potem moramo videti, kaj bodo pravniki povedali glede dopustnosti referenduma. Potem se bomo začeli ukvarjati z referendumsko kampanjo. Dejstvo je, da zakon kot tak je dobil trdno večino v parlamentu. In jaz pravim tako, pri vsakem podpisu se moraš zavedati in premisliti. In ti, ki zdaj predlagajo ta referendum, želijo ohranitev statusa quo, se pravi, želijo, da ostane stanje takšno, kot je, se pravi, da bomo vsi plačevali več, da bomo imeli nižje plače in da bomo dolgo časa čakali v čakalnih vrstah. In to je tisto, kar želimo v prihodnosti spremeniti. Gospod Trobiš, kaj pravite glede referenduma oziroma podpisa za referendum? Živimo v demokraciji in če sledimo demokraciji, potem moramo tudi vedeti, da je ta zakon, ki je ta interventni zakon bil trenutno sprejet in večinsko sprejet, kar pomeni, to je demokracija. Tudi če nekomu mogoče ta demokracija ne paše. Ampak na koncu je demokratična odločitev in če gremo po volitvah, je to pravi način. Upam, da ne bo prišlo do referenduma, ker menim, da imamo bolj pomembne zadeve, kot se ukvarjati z temi. In upam, da bomo doživeli še več takšnih spodbudnih stvari, da lahko v bistvu ostanemo egalitarna država in pomagamo seveda tistimi, ki ustvarjajo to egalitarno državo. Gospa Šmuc, tudi vi upate, da ne bo prišlo do referenduma? V bistvu po eni strani upam, da ne bo, po drugi upam, da bo. Zato, ker v vsakem primeru se bo nekaj izkristaliziralo. Če pa že pride do referenduma, potem pa bo prav, da mogoče kot državljani, ki bomo volili, v bistvu razmišljamo o dveh konceptih pogleda na socialno državo. Konec koncev nam je vsem mar do tega, da je standard življenja, da je blaginja visoka. Samo oba pola imata drugačen pogled, kako do tja prideti. En pol razmišlja, vzemimo, kjer lahko in vzemimo čim več in potem bomo mi pametni prerazporedili in bomo naredili ljudi in so s tem ljudje bistveno bolj odvisni od države in manj motivirani za to, da so sami aktivni. Drug del, pa recimo mi dva sva recimo predstavnika tudi tega dela, ki pa verjamemo v gospodarstvo, in se nam zdi, da je to tista osnovna podstat. In če si klej sam sposoben, gospod Prebilič na enem srečanju povedal, ko je postal župan Kočevja, je takrat iz Kočevja v povprečju odšlo 150 ljudi na leto, kar je za tisto občino pravzaprav veliko. In ko se je z njimi pogovarjal in jih je vprašal, kaj bi bilo potrebno v Kočevju spremeniti, da bi vi ostali, je rekel, da je dobil samo en odgovor: službe. Službe. In to je bil potem fokus mandata njegovega kot župana in je to uspel tudi skozi občinski svet spraviti, da so tja pripravili Jaskavo in tudi še kaj drugega in so res ogromno naredili za to, da je to podjetje tam in se je stvar v Kočevju spremenila. In enako, mislim, da tudi jaz osebno verjamem, da kvalitetno gospodarstvo, ki je konkurenčno, omogoča, da se družba najbolj razvija, ker ima
podstat, od kjer lahko črpa in polni blagajne. Drugače pa to samo igra na vprašanje, kdo bo zadnji ugasnil luč, če se gre samo v to, dajmo prerazporediti, dokler lahko, ali pa gremo v smer, dajmo ustvarjati, ne, in dajmo omogočati ljudem, da so uspešni, da lahko realizirajo svoje potenciale in da imamo dovolj sredstev, da lahko pomagamo tistim, ki jih pa ne morejo. Dragi gostje, naj na tem mestu zaključim to debato z mislijo na podstat, ki je gospodarstvo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa nasvidenje do prihodnjič in hvala, ker ste nas spremljali.